Lepo pozdravljeni. Danes je z nami nova gostja, Vita Poštovan, s katero se bomo pogovarjali Eva Južna in Živa Krvanja Duh v okviru projekta Future Generation Minds 2050. Lepo pozdravljeni in najlepša hvala, ker ste se odzvali na naše povabilo. Z Evo bi vas radi povprašali na splošno o psihologiji in tudi seveda o temi samomora, s katero ste zelo specializirani. Tako da bi vas kar za začetek vprašala, torej glede na to, da je zdaj kar izredna situacija, da je kar nenavadno vse skupaj tudi na temo mentalnega zdravja. Kakšno je vaše mnenje glede tega in ali se je res v tem obdobju zelo povečalo število samomorov in kako si lahko v tem obdobju tudi pomagamo oziroma s čim? Ja, najprej lepa hvala za povabilo na tole tako prijetno diskusijo, debato. In začeli smo z tako temo, ki je res aktualna. In jaz bom rekla tako, v nekaterih klinikah oziroma samo v ljubljanski kliniki za pedopsihiatrično psihiatrijo so ugotavljali, da se je število mladostnikov, ki so imeli resne samomorilne misli, nekoliko povečalo. V vseh ostalih klinikah, ali pa večini ostalih klinik, tega porasta v Sloveniji trenutno niso zaznali, pa tudi mi, moram reči, ko smo delali primerjalne študije med mladostniki in smo ocenjevali, ali so samomorilno ogroženi, nismo videli nekega večjega porasta. Zdaj govorimo o tem, da smo mi te študije začeli že delati leta 2009-2010, pa potem jih v bistvu skoraj na 2 leti spremljamo mladostnike. In se je v bistvu mogoče celo večji porast bil tam izpred 10 let, ker je bilo mogoče takih mladostnikov približno 6%, se je potem narasla ta številka na približno 10-9%. Zdaj recimo, ko smo analizirali ravno mladostnike v lanskem letu, smo ugotovili recimo povprečje 8,6. Ampak to so zdaj taki zaključki, bom rekla, na neki bazi mladostnikov, ki je težko točno reči, da čisto zagotovo drži, ker smo imeli malo premajhno številko, da bi lahko zaključevali. Tako da, kar hočem reči, je to, da nekako v splošni populaciji, da bi prišlo do res nekega drastičnega povečanja samomorilnega vedenja, tega, hvala Bogu, nismo opazili. Kar pa ne pomeni, da stiske ni, ali pa da, po mojem mnenju, celo se stiske spreminjajo. Zakaj mogoče do tega ni prišlo? Mogoče zaradi tega, ker tudi zdaj ste bili vsi vi dijaki, pa tisti starejši osnovnošolci doma in mogoče so se stiske tudi prej opazile. Mogoče prej, ko je bil vsak dan natrpan z, ne vem, vi ste bili v šoli, pa potem ste šli na nek trening, pa ste se starši mogoče videli, ne vem, 1-2 uri na dan, je bilo mogoče zdaj v tej situaciji drugače in se tudi mogoče zaradi tega lahko v bistvu starši prej opazili, mogoče bili prej v podporo in se kakšna stvar tudi razrešila. Res pa je, da pač so mladostniki zdaj zelo prikrajšani za medosebne vrstniške odnose, tudi tisti, ki so imeli težave doma, pa so bili konfliktni odnosi doma, tam seveda pa so težave tudi narasle. In jaz iz naših študij pa naših projektov vem, da so v nekaterih situacijah mladostniki res v hudi situaciji, v hudih stiskah, in je tudi v bistvu težko jim pomagati, ker tisti nekateri ustaljeni načini, kako v bistvu smo mladostnike spodbudili k duševnemu zdravju, so zdaj pač omejeni. Tako da, ja, toliko mogoče bom rekla na kratko, če je to bilo na kratko. Čisto v redu. Mislim, meni se zdi, da je ta tema samomora še vedno, mogoče se zdaj že več govori o tem, to priznam, ampak tako med družinami je pa vseeno malo tabu, vsaj tako se meni zdi, nekako že to, če ima otrok neke mentalne težave, si starši pogosto ne priznavajo, a ne? Mene bi pa zdaj zanimalo bolj konkretno o psihologiji, ker tudi mene recimo zanima to področje in se mi zdi, da tudi marsikoga se v tem času se je kar povečalo to zanimanje, zato vsaj meni se zdi, ko se pogovarjam z ostalimi. Tako da bi vas malo vprašala recimo, zakaj bi vi priporočili mogoče študij psihologije ali pa potem psihiatrija po medicinski fakulteti in kaj je tako posebnega pri tem in tudi recimo, kaj lahko delamo s tem poklicem, kje lahko vse delamo? Ja, zdaj, če odgovarjam za psihologijo, je malo drugače kot za psihiatrijo, zato ker psihologija v resnici je taka veda, ki nekako združuje prvine in nekako naravoslovja in družboslovja, sicer spada pod družboslovje, ampak če bi pogledali naše članke, kakšne znanstvene, bi se vam zdelo, da to ne gre, neko družboslovje, nekatere, ki so zelo tak psihometrični, statistično usmerjeni. Tako da se v bistvu v
tej vedi lahko najdejo eni in drugi, se pravi tisti, ki so jim blizu naravoslovje ali pa družboslovje. Hkrati se mi zdi, da pač psihologija omogoča res različna delovna mesta. Lahko ste vi psiholog, pa delate v zdravstvu, delate kot klinični psiholog, recimo se res ukvarjate ozko z tem, da ocenjujete, kakšni so ljudje, kakšne so njihove lastnosti, pa potem usmerjate kakšno obravnavo. Lahko delate mogoče na področju socialnega varstva, se pravi, tam so bolj problemi take, nefunkcionalne družine, recimo pa ste tam podpora. Lahko delate v šoli, tam verjetno psihologe dobro poznate. Lahko pa delate čisto na drugih področjih dela. Recimo psihologi smo veliko vpeti, v vojski, v policiji, veliko nas dela na področju organizacij. Recimo, če vi iščete nek najboljši kader, ki bi želeli, da v vašem podjetju dela, boste verjetno najeli tega, kako se reče v slovenščini, lovca na glave, headhunterji, in to delajo naši kolegi psihologi, oni zbirajo z temi psihološkimi inštrumenti najboljše ljudi, zato da jih v bistvu nekako pač razporejajo ali pa najdejo za neka delovna mesta. Ali pa recimo znotraj podjetij, da se rešuje neke psihološke težave in tako dalje. Tako da v bistvu psihologija res omogoča tako zelo široko paleto področji, kjer lahko delate. Nenazadnje lahko tudi dela človek potem samostojno kot neki recimo psihoterapevt dalje, tako da tudi ta veja potem mogoča. Se mi pa zdi, da kar je pač seveda pri psihologiji tak čar je tudi to, da ves čas pravzaprav delaš na nek način tudi malo na sebi. Čeprav nekateri bodo rekli študenti, da je premalo tega ali pa da je pač študij teoretično usmerjen, kar na nek način mora biti, zato ker če hočemo širino dobiti, moramo biti malo teoretični. Ampak se mi zdi, da v bistvu vse to, kar se vi tudi kot mladostniki sprašujete velikokrat, psihologija ponuja nekatere odgovore na ta vprašanja. Če pa pač govorimo o psihiatriji, ki je pač res specializacija iz področja medicine dalje, tam pa v bistvu, mogoče sama, zdaj sicer nisem psihiater, da ne bo, tam pa pač nam omogoča malo bolj ozko delovna področja. V tem smislu, če ste pač psihiater, jaz ne spomnim, da bi prav veliko psihiatrov sodelovalo z nekimi podjetji pa iskalo najboljše kandidate za delovna mesta, ampak ste bolj usmerjeni pač znotraj zdravstva in na to medikamentozno obravnavo, pa mogoče psihoterapevtsko, če je kdo še dalje specializiran za neko psihoterapevtsko izobraževanje. Ker pač nimate zdaj samo psihologov pa psihiatrov, ampak imate tudi psihoterapeute v tem bazenu psihopoklicev, kjer so pa, pri nas pač nimamo reguliranega tega poklica psihoterapevtov, in zato je pač tu malo zmeda, ampak načeloma, recimo, če ste psiholog ali pa psihiater, lahko specializirate še oziroma imate dodatno izobrazbo iz različnih vidikov psihoterapije in potem delate še terapevtsko pač z posamezniki. Odličen odgovor, še posebej ta zadnji del. Se mi zdi, da v Sloveniji je veliko tega tako majčkeno napačnega mišljenja o sami psihologiji, tako recimo dosti jih misli, da je to dokaj lahek študij, ker sama psihologija mogoče na prvi pogled res deluje dokaj preprosta, ampak pač tako vemo, da to ni res. Pa še posebej to, da tako kot ste rekli, da so lahko študenti psihologije samo, neki terapevti ali pa psihologi, da nekih drugih poklicev sploh ni. Ampak zdaj v tujini se mi pa zdi, da je to že malo bolj razširjeno, pač boljše mišljenje. Zdaj vem, da ste bili tudi vi po tujini, tako da me zanima mogoče, kako tam razmišljajo o psihologiji, pa mogoče katere poklice iščejo, še posebej kateri se bojo iskali v prihodnosti na področju psihologije. Ja, to je taka zelo dobra iztočnica. Zdaj, glavna razlika med tujino pa Slovenijo ni toliko v samem študijskih procesih ali pa študijskih programih, ki jih imamo pri nas. Ker tudi recimo naši 3 programi, ki so na javnih univerzah trenutno za področje psihologije dostopni, so vsi usklajeni z evropskim certifikatom za psihologijo, ki se reče Evropsi. In zato so ti programi približno usklajeni z tem nekim evropskim standardom. Ampak seveda, recimo v Evropi imate velikokrat študijske programe, ki so mogoče bolj specializirani, recimo imate bolj zdravstveno psihologijo, pa bolj,
kadrovsko psihologijo, to, kar smo prej rekli, in tako pač specifike. Ne. Pri nas pač nimamo tako specifičnih zaradi tega, ker se je izkazalo, da neke zakonodaje potem onemogočajo, da bi recimo lahko v šoli delali, če ste študirali na takem programu. Tako da tudi tisti, ki greste v tujino, ne, lahko kar malo opozorim, ne, da pač potem pridete nazaj in potem imate končano, bom rekla, kadrovsko psihologijo in imate težave, če bi se želeli zaposliti recimo na področju zdravstva ali pa šolstva ali pa sociale, zato ker pač študijski program ni čisto usklajen s tem, ne. Ampak mogoče se bo to kasneje kdaj izboljšalo. Ampak ključna, kaj je razlika, ne, to, da smo mi ena izmed, mislim, da 2 evropskih držav, ali pa mogoče smo celo edina v Evropski uniji trenutno, ki nimamo zakona o psihološki dejavnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da vi končate študij psihologije in ni dobenega načina, recimo licenc, tako kot pri zdravnikih ali pa pri, ne vem, farmacevtih ali pa katerih drugih poklicih, ki so malo bolj regulirani. In to pomeni, da pač se nekateri ljudje lahko tudi recimo končajo kaj drugega, pa se predstavljajo kot neki psihologi, ne? Ali pa končajo neko drugo zmes, da rečem, drugih študijskih programov. Zdaj seveda recimo na področju kakih reguliranih področjih dela ali pa ne morejo delati, recimo težko se zaposlijo v takem primeru v šoli, ne? Ampak če pa si bodo odprli neki svoj SP, da tako rečem, pa ne bo nihče jim mogel nekako reči, da se ne morejo predstavljati kot psihologi, ne? Tako da v tujini je to veliko bolj regulirano in to je tudi bolj prav, zato ker tudi če ste vi študirali, recimo sploh bolonjski sistem, ki bi ne omogočal to prehodnost, ne, in bi malo študirali recimo na eni fakulteti, pa drugi fakulteti, pa bi potem imeli neki, bi pridobili recimo ful dobra, ful široka znanja, ne, in bi vam v bistvu sistem licenco omogočal, da bi rekli, ti si res dober, ti si res kredibilen za to, da lahko delaš in ti si okej, ne vem, nekdo drug bi imel pa neko čudno, bom rekla, mineštro študijo, pa bi mu rekli, ti pa nisi zdaj kvalificiran za to delo, ne. In v bistvu zakon ureja, ne pa sam način izobraževanja, no, to hočem povedati, ne, da potem pač, ko greste na delovna mesta, takrat šele v bistvu, dostikrat, ko greste zdaj iz srednje šole študirati, pravzaprav dostikrat dijaki sploh ne veste tega. In odkrito, če jaz ne bi bila toliko vpeta tudi v izobraževanje psihologov, mogoče tudi sama ne bi čisto dobro razumela, ne, ker recimo, če bi jaz, ne vem, delala, pa bi se kot psihologinja zaposlila v zdravstvu, mogoče sploh ne bi razmišljala o tej širini, kaj pa se dogaja recimo zdaj na področju visokega šolstva, ker imate zdaj vi toliko možnosti, tujina je v bistvu vam na razpolago, da tako rečem, ne, ampak se pa vračate, pa imate mogoče včasih več težav, kot pa bi si jih zaslužili. Sploh recimo, jaz vem, ker imamo tudi mi kolegice, ki prihajajo iz tujine z takih super študijskih programov, res znani, ki so tako fajn, ne, pašejo nekako v kontekst tega, kar delamo, pa včasih imajo težave potem, da se reče, kako se to priznava pri nas. Ne. Škoda, ja. Ja, zdaj v tem obdobju srednje šole, še sploh potem bolj proti koncu, mislim, da se vsi srečujemo s temi vprašanji, kako nadaljevati življenjsko pot, v kaj se usmeriti. Mislim, da redko kdo je prav 100% prepričan, v kaj se usmeriti. In tudi smo kar razpeti med tujino, torej da imamo ogromno pač več možnosti, kot so imeli recimo naši starši ali pa stari starši. Tako da, kaj bi vi recimo priporočali, naprimer, kako najti neko svoje področje in sploh recimo za psihologijo, kakšne lastnosti da bi imel bodoči psiholog ali pa psihologinja? Jaz mislim, da pravzaprav je zelo težko reči, da že lahko zdaj čisto dobro veste, kaj vas bo zares, kaj bo tisto vaše področje dela. Jaz sem sicer recimo, lahko izhajam iz svoje situacije, jaz sem že takoj v prvem letniku srednje šole, tam sem zdela že med 8. razredom pa 1. letnikom sem že bila nekako nadušena na psihologijo, pa se mi zdela, to bo to za mene, pa takrat je še samo v Ljubljani bil študij in je bil ta proces, da si sprejet, je bil toliko bolj stresen, ne, toliko večji pritisk tistih 50 mest, s pritiskom, ali bomo naredili maturo tako uspešno, da bo to se izšlo ali ne bo, ne. In če bi me danes vprašali, če ne bi prišla na psihologijo, kaj bi študirala, kaj bi delala, nimam pojma, ker se mi zdelo, da pač to je poklic za mene, ne. Ampak, kaj hočem povedati je to, da tudi takrat si nisem predstavljala, da bom delala točno to, kar danes delam, ker nisem si predstavljala, da to obstaja, da tako rečem, ne. Tako da se mi zdi, da je fino, če si že pač v toku, ne vem, in srednje šole in potem, ko študirate, pridobivate različne izkušnje. Jaz sem recimo delala, ne vem, take delavnice, pa druge delavnice, pa vse me je zanimalo in se mi zdi, da mogoče ena taka osebnostna lastnost, ki je fajn za
psihologa, pa ne tudi za marsikateri drug študij, je radovednost. Ena taka pristna radovednost, ki vas žene, ki vam daje tisto strast, to pa si želim vedeti, to pa želim raziskovati. Pa ne zamislim samo znanstveno raziskovati, ampak tako, da vas res zanimajo vsebine. Pa da jih mogoče tudi jemljete malo tak, ne preveč resno. Ne? Pač včasih se boste zakaj zagreli, pa boste čez čas videli, da pač to ni okej. In mogoče je to tak prava stvar, tako kot ste recimo, ne vem, v osnovni šoli poskušali različne športe, pa ste, ne, malo morate vztrajati pri enem, preden vidite, da ni za vas. Če po enem tednu greste stran, niste še nič naredili, niste niti prav preizkusili sebe, ne. Tako da, verjetno ena taka radovednost, pa ena vztrajnost za to, da pač vseeno, ne, neka disciplina za to, da pač se vseeno preizkusimo v tistih naših lastnostih, ker mogoče sem prepričana, da pravzaprav nobeno področje znotraj psihologije ali pa ne nazadnje tudi kateregakoli študija, da postanete uspešni, če tako hočemo reči, ne pride kar samo od sebe, ampak je potrebnih kar nekaj dela, odrekanja, malo včasih norih idej, ki jih je treba izprobati, katere propadejo, katere zaživijo, ne. Se mi zdi, da je to tudi en tak čar v bistvu tega, da najdete. In to je tisto, kar tudi dela svet lepši, ne? Ker če pač bi jaz rekla, točno to naredite, pa bi mi zdaj vsi sledili, mislim, itak bi bila preveč, kako bi rekla, samozavestna, da bi kaj takega rekla, ne? Ampak bi bilo preveč, svet bi bil preveč predvidljiv in verjetno vaše generacije dobro veste, da svet ni čisto predvidljiv, ne. Ja, se vedno bolj zavedamo tega. To ste zelo lepo povedali, tako prav nasmehala sem se. Mene samo še zanima tako eno tako vprašanje, bolj za konec recimo. Torej, psihologija vemo, da lahko sovpada z marsikatero drugo vedo ali pa znanostjo. Pa me zdaj zanima vaše mnenje, katera kombinacija, katera interdisciplinarna veda, povezana s psihologijo, bo najbolj taka opasna v prihodnosti, v letu 2050, ker pač mi se zelo osredotočamo na prihodnost. Ja, jaz mislim, da bo to kar biopsihologija, ne? Se pravi, kombinacija bioloških, naravoslovnih znanosti in družboslovja. Se mi zdi, da je to tisto, kar se nekako izkazuje, da pač znanje obojega ima neko prihodnost. Tako da ni to čisto veda, ki bi bila komplementarna, ni pa, da bi se prekrivala, ne. Se mi zdi, da se obe vedi nekako povezujeta med sabo in tudi, če bi gledali v smislu raziskovanja, ne vem, nekih bioloških predispozicij, procesov v nas, ne, vse to se v bistvu dobiva zdaj z nekimi novimi merskimi inštrumenti, take razsežnosti, ki jih pač prej, dokler nismo vsega tega imeli, nismo znali niti si razlagati. In včasih smo celo, recimo, če bi pogledali kakšne Freudove trditve, ne, ali pa kakšne druge, nenazadnje znotraj psihologije, danes se lahko marsikaj, kar smo takrat psihološko razlagali ali pa zelo analitično razlagali, lahko razložimo z različnimi biološkimi dejavniki in se mi zdi, da to je nekaj čisto novega, kar pač omogoča zdaj ta biološki del znanosti. Ampak te vede, meni se je malo dozdevalo, da boste to rekli iskreno, ampak te se recimo ne učimo v šoli. Jaz imam psihologijo kot predmet za maturo, mi smo to sicer omenili, ni je pa še prav v šolskem sistemu. Oziroma, mogoče na mednarodni maturi se že učijo, kar podrobno, ampak tako na navadni pa še ne. Upam pa, da bo, ne. Ja, zato, ker vedno traja malo, ne, preden se ta spoznanja prenesejo v tisto, da rečem tako, do srednješolskega nivoja, ne. Imate pa na univerzi na Primorskem študij biopsihologije, ne, ki pa omogoča povezovanje ene in drugih disciplin. Tako da, ne, pa tudi bilo, lahko povem, ko smo mi ta program sestavljali, so tudi bile različne pomisleki, a je ta pravo ali ni, ne, ali naj to zaživi v Sloveniji, ali smo dovolj veliki. Pa zdaj bom tako rekla, predvsem študenti, ki so končali, pa so šli v tujino, so povedali, koliko znanja so imeli, da so res se veliko naučili in da nekateri imajo take krasne kariere na takih prestižnih univerzah, tako da se mi zdi, da kaže to na nek pomen tega področja, no. Tako da predvidevam, da bo tudi v prihodnje tako.
Ja, jaz bi še eno vprašanje za na konec, tako bolj splošno. Pač glede na to vse, kar smo omenili pač tudi pri tem, kako pač odkje izvira, kako se spopadati s tem, kako govoriti z osebo, ki se spopada s tem in tako naprej. Me zanima recimo, glede na to, da ste ogromno raziskovali to temo in tudi verjetno veliko brali o temu, kaj bi rekli recimo, da bi nam bila neka naša popotnica za življenje, recimo, oziroma ne vem, kakšen rek, kakšna posebna metoda, ki jo naj pač prakticiramo, s katero se naj pomagamo v življenju, da bomo lažje šli pač čez vse te prepreke, vzpone in pace. In ja, mogoče tudi kakšen rek, pregovor, ki je vam pomagal, kaj zanimivega. Ja, to je tako super vprašanje. To je eno takih vprašanj, ko nimam odgovora pripravljenega. Za ostale so bolj take, mogoče tam dejavnike tveganja znam napisati, tako sredi noči, če je treba. Mogoče ena izmed spretnosti, ki je meni pomagala v življenju, pa pač v življenje vsakega prinese neke lepe trenutke, pa tudi težje trenutke, so bile spretnosti čuječnosti. Ne vem, če to pač poznate. Gre za pač način, čemu mi posvečamo pozornost, na kak način v bistvu naš ki ves čas nekaj premleva, pa tuhta, kako ga v bistvu osredotočimo v ta trenutek, ko zares živimo, ko naše življenje zares se odvija, ker tisto, kar je že bilo, tistega ne moramo spremeniti, kar še bo, itak lahko na zalogo skrbimo za 1000 stvari, pa se nam navadno vedno drugače odvijajo. In se mi zdi, da ta spretnost, da v bistvu smo nekako smerjeni, v ta trenutek, pa ne zdaj to ne pomeni, da nas ne skrbi, kaj bo v prihodnje, da vi ne razmišljate o študiju, ker je normalno, da morate, ampak da ne pride do tistega, se veste, da ko začnete razmišljati o eni stvari, pa pol sploh ne veste, kako ste pristali pri tem, da razmišljate že o neki 8. stvari, ne samo o 3. Mi temu rečemo včasih, da je naš kot tak na opičji da skače z enega drevesa na drugo. Ampak, torej, da ko usmerjamo to pozornost, da jo usmerjamo v sedanjost tudi z eno tako prijaznostjo, in to je prijaznost do sebe, do drugih, do okolja, se mi zdi, da mogoče, če znamo utišati tisti malo kritični v sebi, da znamo v bistvu svoje vzorce toliko spremeniti, da v bistvu smo sočutni, prijazni do sebe, tudi do tistih naših, kako bi rekla, temnih plati. Vsak od nas ima kako tisto, ko smo malo razdražljivi, pa neprijazni, pa nismo največji prijatelj samemu sebi, kaj šele komu drugemu. Da tudi v tistih trenutkih znamo biti v bistvu nekako sočutni do sebe, da bomo znali tudi to prenesti na druge ljudi, pa nenazadnje na celo družbo. In tako, če bi rekla, kaj je tisto, kar bi si želela od današnje mladine, ali pa od sveta v prihodnje, je to, da bi mogoče bili bolj prijazni en do drugega, mogoče več skrbi pokazali, ker se mi zdi, da je to tisto, kar lahko mogoče naredi svet lepši. Pa brez, da sem nekako preveč naivna, upam, da ob tem. Zelo lep zaključek, bomo tako rekli. No, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, odgovorili, se pogovorili z nami. Mi vam želimo seveda vso srečo za naprej, vse najboljše, in pa upamo, da se bomo še kdaj lahko tako usedli in pogovorili, mogoče celo v živo, če se bo tako. To bi bilo krasno in tudi jaz se zahvaljujem za vabilo, za prijazen klepet, za prijazne besede.